Dobro večer. No, to javljanje ni bilo planirano, ampak se je zgodilo. Pipa mi je danes zvečer ugasnila, tako jo bom odložil. In imam pravzaprav občutek, da se na isti način ugašajo naša življenja. Ugašajo pa se zato, ker v resnici ne čutimo življenja. To je že moje dolgoročno predvidevanje oziroma po vseh teh letih raziskovanja, pogovorov, reševanja različnih kriz, pravzaprav ugotavljam, da ljudje v resnici ne čutimo. Oziroma to, kar čutimo, so pravzaprav občutki drugih. Skopirali smo jih iz filmov, iz knjig, iz raznih medijev in tako pravzaprav pozabili na sebe. Kdo pravzaprav mi v resnici smo? Kdo smo? To je vprašanje, ki si ga najbrž vsak posebej zastavlja. No, s tem sem se pravzaprav na nek način ukvarjal v tej knjigi Atlas psihoterapije, kjer sem poskušal razložiti, kaj pravzaprav delo psihoterapevta, kaj sploh psihoterapija je. Tako da pravzaprav ta neviden svet približam širši javnosti. In predvsem, kar bi pa danes rad povedal, je to, da občutki, ki nastajajo danes v nas, so plod nekih psiholoških smeti. Psiholoških smeti jih jaz obravnavam oziroma v psihologiji rečemo tako, da so vse nepotrebne informacije ali pa informacije, ki jih imamo v sebi, ki zavirajo na razvoj našega potenciala, so psihološke smeti. In kako se pravzaprav te psihološke smeti tihotapijo v nas, v našo podzavest, v nekaj, kamor ne moremo za svojimi rokami priti not, niti ne obstajajo čistila, kako pravzaprav priti do tega. Bom poskušal tako slikovito razložiti. Ko se rodimo, je naš potencial zelo odprt. Ampak zraven vedno dobi svojega stražarja, ki preverja, ali se je ta potencial rodil v varen svet, ali se lahko razvija. In vekolikor ta njegov stražar ugotovi, da ni v varnem svetu, bo ga zaprl oziroma rekel, ne sme se razvijati, to je nevarno za tebe, treba se prilagoditi temu svetu. Da bomo sploh ti kot potencial in vsi mi s tabo preživeli. No, ta stražar se imenuje ego. Ego je v bistvu neke vrste kamera, ki potem, ko ugotovi, da se nismo rodili v varen svet, začne snemati okolico, kako okolica živi, in po teh scenarijih začnemo mi živeti nekje po svojem 6. letu. Prvih 6 let življenja se pravzaprav razvija naš karakter. Naslednjih 6 let, se pravi od 6. do 12. se osebnost potrjuje, ali je isto kot prvih 6 let, in potem gre v zadnjo preverjanje od 12. do 18. leta in pri 18. se nekje oblikujemo takšni, kot smo. Potem imamo pa do 25. leta možnost, dokler še telo raste in se razvije, da karkoli spremenimo. Po 25. letu sami na sebi, brez nekih šokov, stresov, pozitivnih oziroma, bom rekel, lahkotnih, ne moremo več spreminjati svoje osebnosti. Vse ostalo potem garanje. No, ampak kaj je pravzaprav pri vsem tem najbolj zanimivo? Namreč, kaj pomeni za našega stražarja, torej ego, sploh ta
nevarnost. Kaj on preverja? Kaj bi za njega moral biti varen svet? Sami veste, da ko se otrok rodi, ali pa tudi ko ste se vi rodili, niste dobili navodil, knjige, kako boste živeli. Ampak naša naravna psihologija je psihologija posnemanja. Mi v resnici pravzaprav vidimo, oziroma naša podzavest spremlja, kako se odzivajo naši mentori, naši vzorniki, starši so to v večini primerov, in tako se potem odzivamo mi. In kaj ego opazuje v naši zgodnjem otroštvu? Ali naša avtoriteta, torej večinoma starši, živijo to, kar čutijo. In to je za nas, oziroma naš ego, za naš potencial varno okolje. Vkolikor naši starši ne živijo, ali pa ne živimo v okolju, kjer živijo ljudje to, kar čutijo, potem pomeni, da smo v nevarnem okolju. In se naš potencial ne sme razvijati, ampak dobimo blokado na njega. In v tistem trenutku se začnejo na naš potencial, se pravi naprave, nas nalagati te informacije, življenjski scenariji, ki niso naši, in vse to potem imenujemo psihološke smeti. Seveda to se nabira leta in leta in leta. In si predstavljate, kako je, če nikoli ne obrišete prahu, ali pa, ne vem, ko poleti zdaj v teh, bom rekel, vročih dneh, ko se je slama oziroma trava kosila, so jo zavili v različne folije ali naredili kupe in potem pozabijo na njo. Čez nekaj let, ko to odpremo, bo kaj v njem? Bo na nek način vse skupaj zasmrdelo. No, in približno tako je v nas. V nas pravzaprav vse te negativne informacije zagnojijo. In zdaj, če upoštevamo rek, ki ga je v učbeniku življenja napisal Martin Kojc, materialni svet je odsev naših misli. In zdaj v tem trenutku se obrnite po prostoru, kjer živite, ali pa se v njem zadržujete več kot 2,5 ure. To pomeni, da je že vaša osebnost vplivala na oblikovanje tega prostora. Ali pa vse, kjer hodite, kakšne se vam zdijo ulice, stanovanje, ljudje, kako se odzivajo na vas, spremljate medije, kako jih doživljate. Ni to stvar vseh teh zunanjih ritmov. To je samo odsev tega, kar nosimo v sebi. In si sedaj, če ste nezadovoljni s svojim življenjem ali pa svojo okolico, lahko predstavljate, koliko smeti oziroma tega gnoja mora biti v nas. Med drugim predavam na univerzi v Jeni doktorskim študentom, približno 56 jih je, in prihajajo iz 43 vojnih območij. In na zadnjem seminarju, ko sem mi povedal prav ravno to zgodbo, da je vse, kar je okoli njih v resnici v njih samih, so seveda študenti, ki prihajajo iz območja, kjer je vojno skipeli oziroma skoraj da napadli. A pravite, vi mislite, da smo za vojno na našem območju krivi mi? Nič nisem dejal, pustil sem, da so razmišljali. In čez nekaj časa študentka iz Južne Afrike, ne vem točno z katere države, pravi, a veste, da imate prav. Dokler mi, posamezniki, mi narod kot narod ne bomo pomirjeni sami sabo, tako dolgo bo vojna na našem območju. In tako
ker zdaj govorim v slovenskem jeziku. In tako dolgo, dokler mi kot narod ne bomo pomirjeni sami sabo, ne bomo zadovoljni z nobeno vlado, ne levo, ne desno. Oni so samo odsev tega, kar mi nosimo v sebi. Mi smo bili tisti, ki smo jih poslali tja, in oni delajo po svojih najboljših močeh. Tako kot vsi, primer pesem Evrovizije. Zelo, zelo malo pohval na koncu slišimo o tistem, ki ga pošljemo na ta vele izbor. Ampak oni samo svoje naredili najboljše. Mi smo bili tisti, ki smo ga izbrali ali pa poslali tja. In potem ga kritiziramo. Tako smo izbrali to vlado. Oni delajo najboljše po svojih močeh, kar znajo. In mi jih kritiziramo. Mi smo bili tisti, ki smo jih postavili tja. Mi smo si izbrali svoje partnerje. Mi smo vzgajali svoje otroke. Ste nezadovoljni s svojim otrokom? Ste nezadovoljni s svojim partnerjem? Zakaj? Zato, ker ste nezadovoljni sami sabo. Dragi prijatelji, prišel je čas, da globoko ali pa najprej visoko zavihate rokave in potem globoko iz sebe potegnete vse tisto, kar ni vaše. Prišel je pravzaprav čas, da pogledamo, kdo smo. In mogoče ravno z tem atlasom psihoterapije boste malo boljše pravzaprav razumeli, kako pravzaprav ljudje delujemo. Sam, ne glede na to, da pišem tudi knjige, načeloma ne promoviram, da morajo ljudje veliko brati. Seveda z branjem dobimo veliko širšega znanja, pogled, kako drugi razmišljajo. Ampak hkrati se moramo zavedati, da nas knjige ali pa različna tuja znanja omejujejo. Namreč s tem, ko se v nas nabirajo te smeti, to v resnici pomeni, da mi svoja primarna čutila držimo, jih utišamo in se pravzaprav niti ne more razviti to, kar pravzaprav mi v resnici smo. Če pogledamo nekaj stoletij nazaj ali pa tisočletij, takrat vodja nisi mogel postati, če si imel veze, denar. Ampak so vodje postali tisti, ki so bili čisti, ki so videli daleč naprej, ki so vedeli, kam morajo iti. Tisti, ki so znali postaviti cilj, da jim je lahko nekdo resnično sledil. Tukaj ni bilo manipulacij, to je bila motivacija. In to so bili ljudje, ki so imeli vse te telepatijo, samozdravljenje, branje misli na nek način drugih razvito. In vsa ta komponenta ali vsa ta čutila še vedno imamo v sebi. Ampak mi jih ne razvijamo. Ker smo preveč v tem hrupu različnih medijev, pritiskov, družbe, na koncu tudi knjig. In si sploh v resnici ne moremo ustvariti svojega mnenja. V glavnem so nam mnenja vsiljeni. In to je tisto, mi si moramo najprej odpočiti naše misli, naša glava, naša podzavest, psiha se mora najprej odpočiti. Zato vam priporočam, da v teh dneh ne berete veliko. Bodite rejši v tišini, sami sabo. Pojdite v gozd. Opazujte naravo. Opazujte, kaj vam narava sporoča. Tam so vsi odgovori. V gozdu ne boste našli, oziroma boste pravzaprav videli tisto, kar je v vas in sami ne vidite. Več, ko boste v naravi, bolj se bo vaš pravi potencial prilagodil. In seveda, ko že govorimo o teh psiholoških smeteh, te
psihološke smeti tudi lahko očistimo, ampak na ta način, da moramo sami sebe na nek način najprej uravnovesiti. Če rečemo, da je naše telo, ali pa mi kot mi, smo sestavljeni iz enih 4 teles. Fizičnega telesa, mentalnega telesa, intelektualnega telesa, oziroma mentalni in intelektualni je isto, čustveno telo in duhovno telo. Prvo, kar je, moramo poskrbeti za fizično telo, torej šport. Ne govorim to, da se treba s tem vsak dan ukvarjati, ampak treba se ukvarjati dovolj. Namreč primarna stvar, da smo mi pravzaprav sploh lahko aktivni, ni samo, bom rekel, naša psiha, ampak predvsem poznavanje delovanja naših možganov. Možgani so tisti egocentri, ki hočejo najprej za sebe poskrbeti. In oni v osnovi rabijo samo svež zrak in dovolj zdravo kri. In to dobimo na ta način, da se ukvarjamo, da smo na svežem zraku, gibljemo, jemo dovolj zdravo hrano. Zdrava hrana pomeni, da nam mora biti nekaj dobro in da dobi telo tisto, kar dobi čez dan, oziroma kar pač potrebuje za svoje delovanje. In ko je telo pripravljeno na to, šele takrat se lahko mi pravzaprav spustimo v reševanje različnih psiholoških situacij. Namreč reševanje različnih psiholoških kriz je fizično zelo naporno in moramo biti tudi fizično na to pripravljeni. Zato je pomembna športna aktivnost in mi moramo začeti prvo za telesom. Šele na to začnemo pripravljati svoj um. Pomeni, da ga uravnovesimo, da moramo, če se ves dan ukvarjamo z različnimi problemi, potem se v nekem drugem delu dneva moramo ukvarjati z nečim drugim. Raziskovanje, mogoče ukvarjanje z umetnostjo. Torej, da naši možgani dobijo ravnovesje. Na tretje mesto so naša čustva, čustveno telo. Čustva niso ljubezen, romantika, gledališče, umetnost. Čustva so v resnici zabava. In ljudje se ne znamo zabavati. To ne pomeni, da gremo s prijatelji ven, da smo cele noči nekje zunaj, da plešemo, pijemo in ne vem kaj še vse. Zabava je to, da to, kar počnemo na ta način, da je nam všeč. In četrto je naše mentalno telo, oziroma duhovno telo, kar pomeni, da so pa to tisti trenutki, ko smo sami s sabo. Nekateri gredo moliti, nekateri meditirajo, nekateri se sprehajajo, nekateri pa grejo po službi na kavo ali na pivo in sedijo sami s sabo in razmišljajo. In vsa te 4 komponente moramo nekako enakovredno zadovoljiti v roku 10 dni. Takrat šele sprožimo proces ravnovesja. In ko mi naredimo ta proces ravnovesja, potem pomeni, da smo šele vzpostavili osnove za notranji mir ali pa čiščenje psiholoških smeti. In seveda, da če ste dobro poslušali, pomeni, da se mi na vseh teh 4 nivojih začnemo ukvarjati sami s sabo. Se pravi, kateri šport nam je ok, katera hrana nam je dobra, kaj je tisto, kar nas zabava, kaj je tisto, kar nas zanima, kaj je tisto, kar nas umirja. Torej, mi se v nekem trenutku začnemo ukvarjati s tem, kaj nas pravzaprav zadovoljuje. Naenkrat nas pravzaprav okolica ne zanima več. In ko se vi začnete, ali pa mi, začnemo ukvarjati sami s sabo, pomeni, da mi naše čutila usmerimo v sebe.
ta čutila začne poslušati vsa ta naša telesa, kaj si mi v resnici želimo. Namreč, če mi vidimo nekoga teči, ne pomeni, da je to tudi za nas pomembno. Lahko je za nas dovolj, da se vsak dan sprehajamo, igramo na mizni tenis, nogomet, vsak ima svoje. Ampak to pomeni, da mi raziskujemo, kaj je všeč našemu telesu. In raziskovanje samega sebe je pravzaprav to potovanje in odkrivanje, kar v resnici pomeni notranje čiščenje. In bolj, ko se bomo ukvarjali sami s sabo, z odkrivanjem tega, kar nas zanima, manj bo vpliva zunanjega sveta na nas. In to je pravzaprav tisto čistilo teh vseh psiholoških smeti. Mi bomo še vedno hodili po istih ulicah, po isti naravi. Ampak naenkrat nas vsi ti ljudje več ne bodo motili. Okolica nas več ne bo motila. Naenkrat ne bomo videli tako umazanih stvari, nesramnih stvari. Politika bo mogoče za nas postala zanimiva, zabavna, mogoče celo uporabna. Naenkrat okoli nas več ne bo ljudi, ki pravimo nam črpa energijo, jemljajo čas, imamo samo težave z njimi, nas okoli prenašajo. Ja, prenašajo nas zaradi tega, ker mi to dovolimo. Torej, v našem svetu mi odločamo popolnoma vse. In če se vrnem k stavku, da je materialni svet cel naših misli, pomeni, da bolj, ko bomo ščistili te svoje misli z raziskovanjem samega sebe, kaj je tisto, kar je nam všeč, manj bo smeti okoli nas. Naenkrat več ne bomo videli, da je vojna, niti nas ne bo to zanimalo. In to ne pomeni, da so mediji tisti, ki nas okužijo. Ne smemo jih kriviti. Oni pač delajo to, kar je njihovo poslanstvo. Nas ozaveščajo. Naša percepcija pa je, kako to vidimo. Ali vidimo poln kozarec vode, ali pol praznega. Ali pogledamo z leve, ali pogledamo z desne. Torej vse je naša percepcija. In če ne bomo zelo hitro očistili teh naših misli, bodo naše življenje ugasnila, tako kot je meni ugasnila ta pipa prej. Zato vsi tisti, ki ste se mi danes na prvem liveu pridružili, dober večer. Želim vam predvsem miren večer. Ponovno se bom najbrž javil šele v nedeljo. Zvečer iz istega mesta, na istem kanalu. Do takrat pa uživajte. V noči z Majo. Lahko noč.